En lep pozdrav iz Crikvenice in dobrodošli v mojem novem videu. Če ravno v tem trenutku uživaš tukaj na dopustu, imam zate popoln predlog, kako plažo za nekaj ur zamenja za čudovito naravo. Lahko pa je tole odlična ideja za vikend izlet ob morju, kjer boš ujel nekaj svežega zraka in naredil kratek sprehod. Danes te popeljem na ljubavno cestico nad Crikvenico. To je približno 8 km dolga pot, ki ponuja popoln preplet narave, zgodovine in osupljivih razgledov. Pot najo bo vodila mimo mističnih ruševin utrdbe Gradina Badan, nato pa se bo povzpela na Kavranove stene, od koder se odpre nepozaben razgled na otok Krk in celoten Kvarner. Gremo! Ljubavna cestica, po kateri se trenutno sprehajam, ni navadna planinska pot. Je ena najlepših zgodovinskih sprehajalnih poti v tem delu Hrvaške. Zgrajena je bila v 30 letih prejšnjega stoletja in se nežno vije skozi dišeč borov gozd. Čeprav ima danes zelo romantično ime, pa je bila njena prvotna vloga povsem praktična. Zgradili so jo namreč kot protipožarno pot za lažji dostop gasilcev in za gospodarsko izkoriščanje gozda. Celotna pot je dolga okoli 8 km, je položna, nezahtevna in v poletnih dneh nudi prijetno senco, zato je idealna za sproščen sprehod. Odlično povezuje naravo z bogato kulturno dediščino, saj vodi mimo dveh največjih znamenitosti Crikvenice, srednjeveške utrdbe Gradine Badan in veličastne razgledne točke Kavranove stene, ki ti jih prikažem v nadaljevanju. Gradina Badan, do katere nas je pripeljala ljubavna cestica, je ena najpomembnejših in najstarejših zgodovinskih utrdb v Kvarnerju. Gre za najstarejši ohranjeni spomenik srednjeveškega utrjevanja v Vinodolski dolini. Njene korenine segajo v antiko oziroma pozno rimsko obdobje med 4. in 6. stoletje. V srednjem veku so jo prevzeli in dodatno utrdili znameniti Frankopani, imenovani tudi knezi Krški, ki so bili ena najmočnejših in najvplivnejših plemiških rodbin v hrvaški zgodovini.
Utrdba stoji na strmem, težko dostopnem hribu nad kanjonom reke Dubračine. In glavni namen je bil nadzor nad ključno prometno potjo, ki je povezovala morje in zaledje. Usodo Gradine Baden je zapečatil katastrofalen potres okoli leta 1362. Utrdba je bila v njem tako močno poškodovana, da so jo prebivalci dokončno zapustili. Preselili so se v bližnje obalno območje, ob ustje reke Dubračine in tam ustanovili naselje ob cerkvi, po hrvaško Crikva, iz katerega se je razvila današnja Crikvenica. Danes so te ruševine priljubljen arheološki park. Z njih se odpira čudovit pogled na dolino, obiskovalcem pa ponujajo pristen stik z mistično srednjeveško preteklostjo.
Zdaj pa sledi krajši vzpon. Kavranova stena, proti kateri se vzpenjam, je ena najbolj impresivnih in priljubljenih razglednih točk nad Crikvenico. Zanimivo je že njeno ime. Beseda kavran je staro lokalno narečno ime za gorskega krokarja. Stena je dobila ime po teh divjih in mogočnih pticah, ki so skozi stoletja varno gnezdile v njenih predelih. To je definitivno vrhunec izleta po Ljubovni cestici. Ko dosežeš vrh, se ti odpre mogočen panoramski razgled na celotno Crikvenico, Vinodolski kanal, otoka Krk in Cres ter celoten Reški zaliv. Res neverjetno. In to je to za moj današnji potep po Ljubovni cestici. Moram reči, da me je ta pot popolnoma navdušila. Od tistih mističnih ruševin na Gradini Badan do tega neverjetnega razgleda tukaj na Kavranovi steni. Tukaj si človek res počije oči in si napolni baterije. Dobra novica za vse, ki se odpravljate sem. Vzpon na Kavranove stene sicer zahteva nekaj malega kondicije, a je pot varno speljana in dostopna večini rekreativcev. Zato je to res popolna ideja za izlet, nagrada na vrhu pa je eden najlepših razgledov na Kvarnerju. Če ti je bil video všeč in si dobil idejo za svoj naslednji potep, stisni gumb like in se naroči na kanal, da ne zamudiš naslednjih dogodivščin. V komentar pa mi napiši, si že kdaj prehodil to pot ali pa morda poznaš še kakšen skriti kotiček okoli Crikvenice.
Hvala ti za ogled, nahrbtnik na rame in se vidimo v naslednjem videu.